Vidiš čuden način ugotavljanja, koliko ljudi podpira islam. Samo tako, da hodiš po ulicah s psom in opazuješ, kdo se na določen način odzove. Hej, vstopil sem tja in potem ti, kaj za vraga? Ne gre samo za to, da imajo številni muslimani težave s psi. Gre za ljudi. Zakaj ne znajo nadzorovati svojih psov? Ne gre za to, da islamisti ne marajo psov. Ne, seveda ne gre za to. Če ti ni mar za ženske in ti ni mar za otroke, potem morda, samo morda, kot Hitler, ti je mar za pse. Ker je ta video pred kratkim postal viralen, kjer ženska, v redu, muslimanka očitno, noče postreči ženski z avtizmom, ker, počakajte, bobom prijatelji, ima psa pomočnika. Potrebujem potrditev od vas, da pojasnite, zakaj zavračate te ankete. Morate ga odložiti brez skrbi, ne vem, poglejte. Nočete biti na kameri, ker veste, da to, kar počnete, ni prav. Mislim, ne vem, kakšno delo ima ta ženska, ampak če je njena naloga, da dela z nekom, ki ima avtizem in psa, bi morala imeti določeno občutljivost. Ampak tukaj je nekaj, česar ljudje ne vedo. Islamisti absolutno sovražijo pse, so jih prestrašeni in jih vidijo kot haram, vidijo jih kot nekaj groznega v svoji družbi. Ne samo, da pse obravnavajo ogabno, ampak jih dobesedno ne prenesejo v svoji bližini. In zanimajo jih deli naše družbe, ki praznujejo pse in jih želijo napasti. Ker so psi najbolj prikupni in najboljši in vsak ima srce, to ve. Ne postavljajte ga tja. Tega ne bom naredila. V redu, to, kar zdaj delaš, ni prav. V redu, reci mi, da sem nora. Ne vem, kakšen strokovnjak je to, ampak meni se zdi, da je to nekakšen zdravstveni delavec. Torej, dejansko zavrača medicinsko oskrbo nekomu, ker ima psa. Ja, lahko. To je javni prostor. Moramo potrditi, kaj je to. Ona je asistenčna žival. Ker kot sem vam povedala, imam avtizem in vam ne rabim povedati ničesar več. Najprej moram preveriti vse odgovore, preden lahko potrdim, ali je to dovoljeno. Torej, to, kar počnete, ni nezakonito. Lahko pokličem policijo. Kar nadaljujte, torej mi je dovoljeno snemati v javnosti, ne počnem ničesar nezakonitega. Vi ste tisti, ki kršite zakon. Vidite, vedno naredijo isto stvar. Vi ste problem. Vi ste problem. Mi smo tukaj žrtve. Dovoljeno vam je snemati v javnosti in dovoljeno vam je imeti psa pomočnika. Popolnoma v redu. Da, v redu je, ker je res. Če želite snemati, je to popolnoma v redu. To ni problem. Zakaj potem pravite, da kršim zakon, če snemam? Ker rada spodbuja mentaliteto žrtve. To je tisto, kar počnejo. Zdaj, kar je tako zanimivo videti, ni samo to, da to vidimo povsod, da oni sovražijo pse in se borijo proti psom. Obstaja ena ženska, ki trola islamiste in svetu dokazuje, kako slabo je in kako preplavljene so ulice z islamisti. Samo tako, da hodi s svojim psom. Iskreno, ti posnetki so res nori. Poglejte, kako znorijo. Nisem bila nasilna, ampak vse, kar si želim, je čista slava zmage. Vidite, to je čuden način ugotavljanja, koliko ljudi podpira islam. Tako da preprosto hodiš po ulicah s psom in opazuješ, kdo se na določen način odzove. Poglejte, običajni ljudje ne znorijo povsem, ampak ljudje, ki so del islama, tega res ne marajo. In to je postalo nekakšen trend, nekaj, kar opažamo vse pogosteje, kaj ne? Poglejte tole. Pridi sem. No daj. Ja. Pojdite se pozdraviti. Vidiš, ljudje iz naše družbe smo običajno naučeni, da imamo pse radi in da se jih ne bojimo posebej. In ni tako, da ta pes ne bi bil na povodcu, kar bi bilo potem strašljivo.
Pes je na povodcu, ampak poslušaj, kako govorijo o psih in kaj verjamejo o njih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In seveda, danes je sobota, kot veste, znotraj blagoslovljenje najusmiljenejši. Kot smo pravkar videli, so psi zanimiv način za prepoznavanje ljudi, ki podpirajo islam, v primerjavi s tistimi, ki ga ne. Ampak mislili bi, da se pač bojijo in so sam prestrašeni in zato se umakneš in ne prideš s svojimi psi. V redu je. Ne. Zatem imajo še drug namen. Mašallah, jevom šemes. Vsi so zunaj danes, so vse družine zunaj, peljejo svoje pse na sprehod. Seveda, Italijani so eni izmed narodov, ki imajo najraje pse. Dovoljeno jih je celo pripeljati v navadne trgovine, ni nobenega problema. Dovoljeno je, da pes normalno vstopi v trgovino. Včasih ti ne moreš vstopiti, ampak pes lahko vstopi brez težav. Pravi, poglej, to je tako nesprejemljivo. Nam ne dovolijo vedno vstopiti, psom pa dovolijo. Kako lahko pogledaš tega psa in pomisliš, da je ta pes kriminalec ali problem? Ker je preprosto tako prikupen in prijazen, kaj ne? Ampak vseeno napadajo ljudi, ki imajo pse. Ne samo, da se pritožujejo nad tem, zakaj so povsod psi, ampak napadajo tudi ljudi s psi. Zatresi, fant, preseneti brata, Kuba, nu, ba! Hey! Even activeren, nee! Oei, joh! Wat Ampak, veš, izmed vseh teh stvari, poleg tega, da je ta video očitno preprosto ogaben in žalosten, da bi šel nad starejšega gospoda, se mu smejal in ga zasmehoval pred kamero. To te resnično opomni, koliko mislijo, da jim je dovoljeno. Je, kako neverjetno ogabno je prilizovanje temu gibanju ljudi, ki sovražijo pse. In psi so tako prikupni ljudje. Poslušajte to žensko. Imamo problem. In v resnici gre veliko za narodne parke in za to, da ljudi spravimo tja ven, ter naredimo narodne parke za vse. V redu, poskuša povedati, da moramo v Angliji narediti naše javne prostore bolj udobne za vse. Kako bomo to naredili, gospa? In ena od težav so psi. In pravzaprav ne gre samo za to, da imajo mnogi muslimani s psi velike težave. Gre za ljudi. Zakaj ne znajo nadzorovati svojih psov? Ne gre za to, da islamisti ne marajo psov. Ne, seveda ne. Gre za to, da ljudje preprosto ne marajo psov. O čem govoriš, ženska? O čem sploh govoriš? Zakaj imajo muslimani težave s psi? Ker veliko jih nima psov za hišne ljubljenčke. Imajo pse, ampak... To ne bi smelo preprečiti vsem drugim ljudem, da bi peljali svoje pse na podeželje, samo zato, ker obstajajo nekateri ljudje, ki ti niso všeč. Tako je, vemo, da je veliko zelo slabo vzgojenih psov. O vsem tem razmislite, fantje, zmanjkalo nam je časa. Se vidimo naslednjič. Imamo težavo. Se vidimo naslednjič. Obstaja veliko zelo slabo vzgojenih psov. Ne, ženska, ni to. Veš, ni to. Nehaj lagati ljudem in se pretvarjati, da to nima nobene zveze s tem, da islamisti ne marajo psov. Ima. In ti si patetična. Samo patetična si. In vse to je patetično. In povem ti, če ti ni mar za ženske, ki jih posiljujejo v tolpah za spolno izkoriščanje, in ti ni mar za moške, ki so prisiljeni v čudne spolne aktivnosti, mlade, potem imej vsaj srce za svoje pse, ker so tvoji psi prikupni in jih je treba zaščititi. In morda, če se odločiš, da ne želiš prikupnega psa, ampak raje velikega psa, te bo ta pes nekega dne celo zaščitil. Hvala za tvojo pozornost glede te zadeve.